Danes bom predstavil bokashi kompostiranje. To je metoda kompostiranja, s katerim pridobimo kompost s fermentacijo. Fermentacija pa poteka v taki posodi. Seveda pa se vsak dan ustvarjajo številni organski odpadki. Tudi mi smo zdaj ravno v času kosila. Nekaj odpadkov smo že stresli, nekaj jih pa še bomo. Tako da, kar se tiče bokashi kompostiranja, ena ključnih zadev je bokashi posip. Tukaj je vsa skrivnost tega kompostiranja. Notri so otrobi, melasa in pa efektivni mikroorganizmi oziroma številni koristni mikroorganizmi, ki pomagajo kompostirati organsko snov v procesu fermentacije. Vse skupaj pa poteka tako, da ni neprijetnih vonjav, ni gnitja in to je pravzaprav tisto ključno. No, tukaj spodaj vidimo, to je posoda za fermentacijo, imamo pipo. Pipo odpremo, po kakšnih 3-4 dneh se že začne vse skupaj fermentirati. Tukaj notri je že več plasti in če to odpremo, enostavno vidimo, da že nekaj kaplja. Predhodno smo enkrat že odlili to tekočino. Ta tekočina se pa seveda uporablja potem kot razredčena tekočina za gnojenje rastlin. Uporabimo 1 deci na 20 litrov vode. Na ta način poskrbimo, da pognojimo naše sobne rastline ali pa kakšne druge. In če pogledamo vonj, tega sicer vi ne zaznate, bokashi kompostiranje ima vonj značilno po sladkih kumaricah in tukaj ta tekočina je uporabna, kot sem rekel, za gnojenje. Lahko pa seveda jo uporabimo tudi na ta način, da jo dodajamo v odtoke in preprečimo neprijetne vonjave. No, dodal bom še organsko snov v sam koš za kompostiranje. Vidimo, da jih dodajamo v plasteh, vse skupaj razporedimo. Tukaj je zelenjava dokaj drobna. Če bi imeli večje kose, recimo kakšen por, ki ga naredim pri porovi juhi, takrat enostavno je treba vse skupaj narezati, da fermentacija lepše in hitrejše poteka. Kompostiramo seveda lahko tudi bananine olupke ali pa tudi olupke citrusov, vendar ne v večjih količinah. Vse skupaj pa seveda potem plast za plastjo potresemo z efektivnimi mikroorganizmi. Tukaj so kvasovke, mlečno-kislinske bakterije in ostale zadeve, ki nam pomagajo, da se to razgradi, kot sem že rekel, na način fermentacije in potem v takem košu mora fermentirati približno 14 dni, ko je koš poln. Zatem pa seveda odnesemo vse skupaj na domač vrt, lahko dodamo to na kompost ali pa zakopljamo v gredo in na ta način začnemo. To delamo približno 14 dni prej, preden sejemo in sadimo, potem pa pravzaprav rastline to pridobijo in zadeva odlično poteka. Vse skupaj moramo vsako plast posebej tudi potlačiti, kajti to je nujno. Če tega ne naredimo, enostavno je preveč kisika v notranjosti in pravzaprav to za ta način kompostiranja ni dobro. Obvezno zapremo, odpiramo samo enkrat na dan, kajti če prevečkrat odpremo vse skupaj, so težave in kompostiranje ne poteka tako, kot je treba. Tako, to je bilo na hitro vse o bokashi kompostiranju. Za več informacij pa pogledajte tudi link pod video nasvetom in obiščite spletno stran Zeleni svet.